Probamo. Se boš poslušala? Ne vem, kako to bo izgledalo. Aha, ok. Zanimivo. Ajde, Jano, kolo daj. Ok, lahko. Evropa osebno. Ajde, Jano, kolo da igramo. Ajde, Jano, ajde, dušo, kolo da igramo. Ajde, Jano, ajde, dušo, kolo da igramo. Pesem Ajde, Jano, kolo da igramo poje Srbkinja, natančneje Beograjčanka, Una Markovič. Živja, jaz sem Una, študentka prevajalstva drugega letnika na Filozofski fakulteti v Ljubljani. V našo prestolnico se je pred dobrim letom in pol preselila prav zaradi študija, slovenskega jezika pa se je začela učiti že kakšni 2 leti pred prihodom. Una, bova govorili slovensko ali srbsko? Bova govorili slovensko, ni problema. Ob usvajanju prvih slovničnih pravil je bila polna zagona in želje, da bo jezik obvladala še pred selitvijo. Zdelo se ji je, da je to preizkušnja, ki jo bo zlahka prestala. Meni je takrat bilo ful dobro. Aha, super, nov izziv. Zakaj se ne bom naučila slovenščine? Zakaj ne? To je nekoč bil isti jezik, isti jezik, ampak ja. A kaj kmalu je ugotovila, da si znanjem knjižnega jezika iz učbenikov v narečno zelo pestri Sloveniji ne bo mogla pomagati. V pogovorih s Primorci so jo presenetile prvine romanskih jezikov, zanjo še bolj nepričakovane pa so bile narečne besede prevzete iz nemščine. Nekatere še danes težko izgovori. Ne vem, mogoče fertih. To je se spomnim, ko sem slišala. Sem razumela iz konteksta, nisem bila v stanju, da to sama producirati, tako da jih je bilo veliko, sem se zdaj ne spomnim. Sproti sem se učila in se spomnim, tako da sem na Franu iskala vse te besede, Fran mi ni veliko pomagal. Od takrat naprej je postala ena izmed najbolj zvestih uporabnic spletnega jezikovnega portala Fran. In zakaj si je za magistrski študij prevajalstva izbrala prav Slovenijo? Odločitev vendarle ni bila tako naključna. V bistvu babica mojega fanta je Slovenka, tako da midva sva že nekaj časa hodila v Slovenijo oziroma v Ljubljano in meni je takoj bila všeč. Tako zelo všeč, da se je za študij v tujini odločila še preden je to uspela povedati svojim staršem. Morala sem opraviti te diferencialne izpite, kaj moram narediti in tako naprej, tako da ko sem jim vse to predstavila, so bili presenečeni. Sta bila itak, ampak so me zelo podpirali in me še vedno podpirata, tako da... V Ljubljani je najbolj všeč, da je v primerjavi z Beogradom vse bolj mirno, kot da bi se hiter tempo življenja tukaj nekako upočasnil. A kot prebivalka velikega mesta pogreša tudi vrvež in pestro dogajanje. Jaz se trudim, ko pride moje prijateljice, vedno tako pokazati. A vidite, a veste, to je tako drugi Beograd. In vse smo tako, jesem, res ni. Beograd je le mesto zabave, poln restauracij in nočnega življenja. Če je večje mesto, se vidi, da je več možnosti, če je več ljudi, to je pač normalno. Tako da mogoče sem se sam navadila, da ko grem v kak, ne vem, bar ali klub, da pač nesrečen kolega ali nekaj dasga. Tukaj se to zgodi. Nič kolikokrat je na ljubljanskih ulicah srečala kolege z fakultete, prijatelje pa tudi koga, ki ga ne bi želela srečati. Ja, svet je majhen, Slovenija pa še veliko manjša. Una, kaj pa hrana? Si rekla, zadnjič sem šla nazaj, za božič sem šla domov, zredila sem se za 4 kilograme. To se vedno zgodi. Hrana ni primerljiva. Ne moram reči, da je slaba, to bi res bilo brez veze. Sam izhajam iz tega, da sem navajena nečesa. In navajena je polnih balkanskih okusov, dobrega mesa, svežih lepin in toplega bureka, ki ga v Sloveniji pač nikoli ne bomo znali pripraviti tako dobro kot v Srbiji. Itak tudi mi ne znamo take potice ali tako, da to je vse v redu. Vsak ima nekaj svojega.
pogrešam te majhne, ne vem, kako bi temu rekla, trafike ali nekaj tasga s pač mesom in to mi je v bistvu nekaj, ker mi smo malo navajeni tega, da je vedno vse odprto, da je lahko vzamemo zdaj to, lahko nekaj zdaj drugega, to pač tukaj ni. Vse, kar se tiče mesa, vse, kar se tiče tega, to je, ja, ta velika razlika. Pa trgovine niso odprte, ne? Ja, v bistvu ja, to je bila, malo presenetljivo je bilo zame, ampak sem se že navadila, tako da zdaj razumem, zakaj je to tako in me je všeč, kar ima smisla. Zdaj pa prihajamo do dela oddaje, ki sem ga poimenovala Stereotipi. Drži ali ne? Najprej eden o Slovencih. Smo Slovenci bolj zaprti od Srbov? Recimo bi rekla, da je to v nekem splošnem načinu komunikacije, dotikov. Smo bolj zadržani? Jaz bi rekla, da ja, ni pravilo, seveda, mislim, nočem generalizirati, ampak mislim, da ja, tako kot opazujem. Mi smo, mislim, ne vem, če je to boljše ali če je sploh dobro ali ni, ampak malo bolj glasni, malo bolj odprti. Mislim, to ni tako lažno, sem pač to smo mi. Malo so mogoče bolj podobni, ne vem, Italijanom ali tudi s to gestikulacijo in vse. Zdaj pa žogico stereotipov mečemo še na drugo stran igrišča. Tudi Una je že slišala kakšen predsodek o Srbih. Da tako pridemo in ne znamo jezika in da tako, mislim, da smo prišli sem zaradi kakšne fizične službe, mogoče, tako da jaz se upam in prav zaradi tega nisem hotela priti in ne znati slovensko, tako da recimo, da to kroži. Una Markovič v tem pogledu zares podira vse stereotipe. In ne samo to, že prvi mesec se je v Sloveniji poskušala vključiti med svoje vrstnike z glasbenim ustvarjanjem. Zdaj že skoraj 2 polni sezoni poje pri Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani, kjer sva se tudi spoznali. Najbolj všeč mi je to, kako se počutim, ko pojemo vsi skupaj. Ta enotnost. Mi se zelo trudimo skozi leto, to verjetno ljudje ne opazijo, ko nas vidijo sam na odru. Mi se zelo trudimo in se trudimo tudi ne samo v petju v tem smislu, ampak se povezovati. In je zelo pomembno, da smo mi, da se poznamo, da se družimo in da delamo na tem in prav zaradi tega tudi petje bo boljše. Tako da je meni moja skupnost, moja družba APZ zelo pomagala v tem, da se vključim v novo družbo v smislu v novo okolje. V Srbiji je končala solopevski program na srednji glasbeni šoli, tukaj pa spoznala, da je veliko bolj kot individualno priljubljeno zborovsko petje. V bistvu je zanimiva zgodba, jaz nisem vedela, da v Sloveniji tak ena zgodovina zborovskega petja, pri nas ni tako, ni da ga ni seveda, ampak ni toliko zborov po moje. In ko sem prišla, sem dobesedno rekla sama sebi, ok, Una, zdaj boš nekam šla, nekaj boš delala zraven faksa, kar te veseli. In sem googlala akademski zbor, zborovsko petje, ki so mladi in sem našla APZ, ampak poleg APZ sem našla tudi veliko drugih zborov, kar je super, res pohvala za to. Tako da, ko sem prišla v APZ, sem mogoče pričakovala nekaj malo bolj lažjega, nekaj bom delala zraven faksa, bom pela, uživala, ampak je en odličen zbor, zelo, zelo kvaliteten in so ljudje tudi v njem zelo kvalitetni, tako da se rada družim tudi po vajah z njimi. In so mi, moram reči, zelo pomagali v slovenščini, kar je seveda res in so me na tak sproščen način mogoče nekaj opozorili, rekli, aha, to se ne reče tako ali vedno je zanimivo, ko se pogovarjamo med sabo, aha, kako vi rečete, kako mi rečemo, tako da to je še vedno zanimivo. Zelen bor sadila, boru govorila. Ima torej posluh za jezik in posluh za glasbo. A nič od tega ne bi izkusila, če se pred 2 letoma ne bi odločila izbrati težje poti. Vsaka izkušnja, čeprav se je zdi, da je na začetku zelo težka in da je nemogoče doseči, da se splača in da nekaj dobiš od tega in da si potem popolnoma nov človek. Njeno vodilo je torej, splača se biti pogumen. In ker je prevajalka... A lahko še prevedeš vse 4 jezike? Ok, bomo začeli s srbščino. Splača se biti pogumen v slovenščini, zelo podobno. Isplati se biti hraber. Be brave, it's worth it. In
Vale la pena essere coraggiosi. Še preden pa se prepustimo pesmi Djevojka je zelen bor sadila, ki jo za nas prepeva Una Markovič, še zanimivost. Jaz se drugače tukaj zelo domače počutim, ker moja babica je bila novinarka, tako da je meni od začetka, ko sem prišla noter, vse to zelo zanimivo in hvala za povabilo še enkrat in za to prekrasno sprejetje, sem zelo uživala. Odlično, hvala za pogovor, Una. Hvala za povabilo. Ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi.